danes smo bili priča takmu tvojemu luškanemu zelo pop-up špilčku na Trubarjevi. Se bo to še kdaj zgodilo, je bilo to enkraten dogodek? Zaenkrat je bil enkraten dogodek, ne bom pa nikoli bil proti, če bo še kakšna priložnost za karkoli, s komorkoli, z veseljem. Se ti zdi, da manjkajo takšni majhni koncerti, no, da to še bolj poživi oziroma da nekaj ekstra že tako lepi Ljubljani? No? Ja, se mi zdi, da ja. Zdaj mislim, da v Ljubljani je dogajanja dost, mogoče je dogajanja s tako neko vsebino, ki smo mi nekoč, pač neke nostalgije se mi mogoče malo porojijo, ko sem igral, videl sem vse te svoje prijateljice, ki smo se družili tle v Trubaru čas, zato sem si izbral Trubarjevo ulico in res je lepo videti. Mogoče se strinja s tabo, da takih špilčkov kratkih ali pa družen, dajmo temu tako reči, se manjka. Zdaj, danes je tudi prvič s tabo nastopila tvoja hči Maja, kako pa je bilo to zate doživetje? Ja, ker tako, jaz sem imel tremo za njo, moram reči, da se je tudi sama, videl se je, da ima res tremo, da rab še nastopanja, ne. In vesel sem, da se v bistvu to nadaljuje neko to kepo družinsko, ne. Kris je pač nadaljeval, Maja je velika fenica Jokerjev in Krisa in je pač posegla po kitari, ne. Zdaj bil pa tudi še, oba sina sta bila tudi tle, en je pa izza kamere spremljeno, to, kar si danes počel, pa bila je tudi žena. Ste tako dosti povezani tudi, kar se tega tiče, no, kakor vem, tudi tako hodijo. Vse podpirate, no, hodite drug drugemu na koncerte. Ja, ko so bili še čisto majhni otroci, pač nisem vedel, da bo to tako, ampak očitno nas je ta glasba nekako združila, Krisa, Majo, Šantal, mene, Max za kamero, vse to snema. Mislim, ja, zelo lepo, da lahko delujemo kot neka familija, ki jim dogaja vse to, kar delamo, ne. Si pa tudi mimoidočega uspel prepričati, da se ti pridružil, namreč Zeljata, ne? Sta že tako prej frenda svedel tudi, da je tako nadarjen v tem smislu? Ne, nisem vedel, ne, ampak glede na to, da je igralec, pač igralci morajo, ki je neki 5 znati, plus tega nima sramu, ne. Tako da sem, Zele, pridi, bodi Bog ljubezni, ne. Danes si z Guštjem zapel celo eno pesem, si kdaj razmišljal o pevski karieri? Ja, sem, ja. Ampak, če bi jaz bil pevec, ne, pa se verjetno ne bi poznala, ker bi zaključil pri 27. Pa si pa rekel, bom pa igralec, ker vseeno tle živijo načeloma. Tako, ja, tako, ne. A veš, ker sem pač hiter bi padel pod vsemi temi pritiski, tako da sex and drugs and rock and roll, ne, tako da jaz mislim, da sem se prav odločil, no. Prav v igri je pa sami tale malinovček, kar zdajle piješ, a ne? Ja, malinovčka malo, pa kakšen zvitek, no, tako da. Povej mi, slišala sem prej si omenil, no, da v bistvu si prišel na tekmo, si zelo tak fuzbalski navdušenec, ali gledaš bolj to evropska svetovna prvenstva? Mislim, ja, sem fuzbalski navdušenec, bil sem tudi včeraj zdaj v Študgartu, sem gledal Dansko, jutri grem v München, gledal čez Srbijo, tako da te dve tekmi, no, sem si prvoščil. Se mi zdi, da kot ta nek navdušenec, da si moraš to prvošiti, no, za dušo, ker je res je noro, no. Res je, ta vzdušje je fenomenalno, no. Priporočam. Tam verjetno tudi kakšno pivo spijaš? Ja, sem, ja. Mogoče sem ene 2 preveč, ampak pola na tekmi se je to skristaliziralo, no. Je šlo mimo mene. Ampak bi rekel, da prenašaš... Ne ven iz mene, no, ampak... Bi rekel, da prenašaš srečo, kadar greš na tekmo, ali bolj nesrečo? Prenašam srečo, ampak to v nekem čudnem smislu, ne. Ko smo premagali Romunijo, ne, in ko smo šli na svetovnega a je bila to Koreja? Mislim, da je bila to Koreja, ja. Smo gledali na Kongresnem trgu in sem šel ravno scat, ne. In takrat so dali gol, ne, in nisem videl gola. In ko smo šli v Južno Afriko,
mislim tudi na svetovno, ki je dal Zlatko Dedić gol, sem šel tudi ravno na WC in nisem videl gola. In pa sem zdaj na tekmi rekel, da pač da ponovadi, ker grem jaz na WC, dajo gol, ne? In pa so mi rekli, te, ki sem bil z njimi, so rekli, daj, Zele, pojdi na WC, ne? Kako to, da si ti danes prišel sem na Guštijo? 30 let ga poznam in valjda letos tole, ki praznuje, sem vesel zanj, no. Vesel sem, da je skozi, ne sam z Bigfooti na začetku, ampak tudi pol, ki je šel na svoje, da je nekako najdel svoj stil, svoj način, tudi svoj užitek in ostal zraven, no, na nek način ves čas, s kjerokoli pevko ali pa s kjerkoli pevcem, tudi na koncu je delal, je najdel neke zadeve, ki so luštne in jaz ga podpiram skozi. Se ti zdi tudi, da taki koncerti, če kot je bil danes, ko pripomorejo k temu, da Ljubljana še bolj zaživi, pa mogoče na nek drug način, no? Se strinjam, ja. Mislim, itak je fajn, če vklele v stari Ljubljani. Ja, da se malo prošetaš, pa te nekaj šokira, preseneti, dobro, mi smo nekako vedeli, ampak ja, lepo.